Cerkniško podjetje Eurobox ima 23-letne izkušnje s proizvodnjo potiskane in nepotiskane embalaže iz valovitega kartona. Zdaj obvladuje 7% slovenskega trga, njihovi kupci so predvsem srednja in mala podjetja. Podjetje skuša doseči čim boljšo odzivnost na potrebe kupcev in visoko kakovost izdelkov za primerno ceno. Ima 37 zaposlenih in za letos načrtuje 4,5 milijona evrov prometa, to je 12% več kot lani. Gospodarska kriza je prizadela tudi Eurobox, a ne za dolgo. Novi trgi, novi kupci, naložbe v razvoj in okrepljena komercialna dejavnost je bil njihov odgovor nanjo. Celo krizo je treba znati izkoristiti, pravi komercialni direktor podjetja Damjan Krajc. Z nastopom krize so podjetja postala bolj pripravljena, da se tudi z embalažo njihova blagovna znamka pozicionira na višje range, na drugi strani so pa tudi postala bolj dojemljiva za pomoč dobaviteljev z njihovimi svetovanji, da se embalaža spremeni in postane bolj primerna za njihove izdelke. Lani pa so se v Euroboxu lotili tudi novega področja, luksuzne embalaže, ki je na slovenskem trgu še ni. Izdelujejo jo iz posebnega kartona in polipropilena z dotiski. Na slovenskem trgu smo opazili veliko količino izdelkov, kateri so neustrezno ali preslabo pakirani, zato smo se v lanskem letu odločili, da ustvarimo novo vrsto embalaže, katera pozicionira izdelka na višji nivo in se imenuje Boxside. V ta namen smo razvili embalažo iz trdega kartona in iz polietilena. Naš namen je predstaviti kupcem embalažo in jih prepričati, da s kvalitetno embalažo lahko tudi svoj izdelek pozicionirajo na višjih nivojih. Ker embalaža do sedaj še ni obstajala, moramo dejansko trg šele zgraditi, da bodo kupci pripravljeni videti svoje prednosti. Euroboxovi kartonski izdelki so dokaj voluminozni, zato iščejo kupce, ki niso oddaljeni več kot 500 km. To jih omejuje in zato dolgoročno razmišljajo tudi o odpiranju podjetij v tujini, zlasti na tistih trgih, ki jih zdaj težje dosegajo.